Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v našem slikovitem studiu, tukaj v digitalnem središču Slovenije, tem navdihujočem prostoru, ki je poskrbel za združevanje in predstavitve najnaprednejših slovenskih podjetij, institucij in tudi posameznikov. In kje bi bilo bolj primerno takole slavnostno podeliti aktualne nagrade za najboljše tuje vlagatelje, kot prav tu, v tem, lahko rečemo, hibridnem razstavišču, imenovanem Tehnologija za ljudi. Razstavišču, ki pooseblja prioritete na področju digitalne preobrazbe. Ja, takole z roko v roki, z digitalizacijo, bodo tudi letošnje nagrade podeljene s pomočjo rabe tehnologije. A zato prav nič manj slavnostne, boste videli. Za simbol letošnje podelitve smo izbrali vetrnico. In tak lep medij, ki preusmerja tok svežega vetra v smer trajnosti, ki nam daje tudi nov zagon. Slovenija namreč navkljub globalno negotovemu stanju nadaljuje in nadgrajuje uspehe na področju tujih investicij, saj neposredne tuje naložbe pri nas rastejo. In kot članica Evropske unije, ki leži na prehodu med vzhodom in zahodom Evrope, se v deželi pod Alpami zavedamo priložnosti, ki se odpirajo ob tujih investicijah. Z nagradami za najboljše tuje investitorje FDI Award Slovenija, ki se podeljujejo že v leta 2006, želimo vrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju. Investitorjev, ki so ključni gradniki tako pri ustvarjanju novih delovnih mest in dodane vrednosti, kot pri raziskavah in razvoju, denimo, novih tehnologijah ter regijskih oziroma mednarodnih širitvah. Priznanja bomo nocoj podelili najuspešnejšim podjetjem s tujim kapitalom, ki širijo svoje poslovanje in število zaposlenih v Sloveniji, ki kreirajo dodano vrednost ter spodbujajo inovativne in pametne rešitve. Je prvi govorec, ki bo izkazal čast tako tujim lastnikom, kot tudi slovenskim zaposlenim ter ostalim deležnikom v tem poslovnem ekosistemu, je dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije Spirit Slovenija, ki ga takole lepo pozdravljam z razdalje in ga vabim na digitalni oder. Spoštovani, tuje neposredne investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti vsake države, saj zagotavlja njeno konkurenčnost in učinkovitost. Tuji investitorji v našo državo prinašate odličnost, napredne tehnologije in bogate izkušnje. Zato ste vitalen in strateški del slovenskega poslovnega okolja. Usmerjeni ste v prihodnost, saj imate po zaslugi mednarodne vpetosti dober dostop do virov sredstev in se lahko hitreje širite. Širitvijo pa prinašate nove razvojne priložnosti, nova znanja in nove poslovne sinergije. Živimo in delujemo v času številnih sprememb, na katera se moramo hitro prilagoditi. Lani je v naše življenje in gospodarstvo zarezala epidemija koronavirusa. Na agenciji smo se na spremenjene razmere hitro odzvali in pozorno spremljali situacijo doma in na tujih trgih. Bili nenehno v stiku s podjetji ter se trudili naše aktivnosti čim bolj prilagoditi spremenjenim potrebam. Hitra odzivnost je prva prioriteta tudi v našem programu Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom. To je program, ki smo ga razvili za individualno obravnavo že obstoječih tujih investitorjev v naši državi, kjer vam pomagamo na vaši poti rasti in razvoja. Veseli nas, da je v ta program vpetih že več kot 80 podjetij. Z nagradami za najboljše tuje investitorje želi Slovenija vrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju. Že vse od leta 2006 Spirit Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podeljuje najuspešnejšim tujim podjetjem, ki širijo svoje poslovanje in število zaposlenih v Sloveniji ter spodbujajo inovativne in pametne rešitve. Podjetjem torej, ki bistveno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva. Današnji dan je namenjen vam, podjetja s tujim in mešanim kapitalom, ki ste v preteklosti naše vrednote vzela za svoje in sedaj skupaj soustvarjamo prihodnost te države. Predstavljate enega od pomembnih stebrov slovenskega poslovnega okolja. K nam prinašate odličnost, dodano vrednost, izkušnje, obenem ste pomemben zaposlovalec ter generator izvoza. Omogočate nam dostop do globalnih trgov, v kriznih obdobjih pa ste bolj odporna od domačih podjetij. Ne smemo pa pozabiti, da ste tudi pomemben ambasador Slovenije v svojih državah. Vaš glas o dobrih in slabih izkušnjah seže daleč. Lahko je zelena ali rdeča luč za druga mednarodna podjetja, ki se odločajo o vstopu na slovenski trg.
Slovensko gospodarstvo je usmerjeno v trajnost, zelene tehnologije in družbeno odgovornost podjetij. Zavezano je k zmanjševanju ogljičnega odtisa ter skrbi za naravno in družbeno okolje. Tudi letošnji nagrajenci trajnosti poslovanja vse bolj razumete kot osnovno in brezpogojno vodilo vašega delovanja, kar nenehno dokazujete za svojim zelenim pristopom ter razvojem pametnih in trajnostnih izdelkov in rešitev. V Sloveniji smo lahko počaščeni, da ste za destinacijo svojega delovanja izbrali prav naš slovenski prostor. Iskreno čestitam vsem nagrajencem in vam želim veliko poslovnih uspehov tudi v prihodnje. To je bil dr. Tomaž Kostanjevec in res iskrena hvala, da ste s tem inspirativnim nagovorom priklicali en ugoden veter za podjetniška jadra in verjamem, da bo v prihajajočem letu veter pihal v smer trajnostnega razvoja in pa napredka. Ja, preden pa z oddaljene lokacije prisluhnemo še enemu govorcu, naj predstavim člane letošnje strokovne komisije, ki so izbirali in izbrali tiste najboljše tuje vlagatelje v kar 3 kategorijah. Zeleno, pomemben zaposlovalec v panogi ter dolgoročna prisotnost. Komisijo so sestavljali magistrica Helena Šlamberger iz Spirit Slovenija, Mateja Gubanc iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, doktorica Andreja Jaklič z Fakultete za družbene vede, Nadja Cvek iz SID banke ter Alen Pjuk iz Slovenske tiskovne agencije. Veter se torej krepi in kmalu bomo izvedeli, kdo so letošnji nominiranci ter tisti, ki so osvojili žlahtne lovorike. Preden počastimo zmagovalce, pa prisluhnimo Zdravku Počivalšku, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Gospod Počivalšek, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani investitorji, cenjeni visoki gosti, dame in gospodje. Veseli me, da vas lahko ponovno pozdravim na dogodku, ki mi prinaša posebno veselje. To pa zato, ker ste investitorji pomembni za rast in razvoj ne samo enega podjetja, ampak vplivate na širše okolje. Pripomorete k rasti lokalne skupnosti in regije, vaše investicije pa imajo multiplikativne učinke na gospodarsko rast celotne države. Z vašo pomočjo podjetja ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, povečujejo učinkovitost s prenosom novih tehnologij, prav tako pa prinašate v slovensko okolje najboljše prakse. Dragi gostje, vesel sem, da je takšnih podjetij v Sloveniji vse več. V zadnjih 5 letih smo namreč uspeli povečati pritok tujih neposrednih investicij za dobre 3,6 milijarde evrov, kar predstavlja 16,6 milijard evrov oziroma kar 35,3% bruto družbenega produkta. Kljub pojavu pandemije COVID-19 so se lansko leto pri nas tuje neposredne investicije povečale za 2,4%. Skupaj z vami tako gradimo močnejše gospodarstvo in blaginjo za vse. Tudi zato lahko nadaljujemo finančno obnovo in krepimo mehanizme socialne varnosti. Slovenija stoji dobro. Letos bo gospodarstvo prav po zaslugi industrije in povezanih storitev zraslo za 4,1%. Tudi OECD Sloveniji za letos napoveduje zelo dobro 5,9% gospodarsko rast, kar pomeni, da bo ekonomska aktivnost tako presegla predkrizno raven v letu 2019. Zelo sem vesel, da lahko rečem, da so tudi obeti za prihodnji 2 leti dobri. Napovedana je 4,7% rast v letu 2022 in 3,3% rast v letu 2023. Rast je opaziti tudi v trgovinski menjavi. V prvih 9 mesecih letošnjega leta smo tako povečali izvoz blaga za 19,1% glede na primerljivo obdobje v lanskem letu, pri čemer pa so podjetja s tujim kapitalom izjemno uspešna. A kljub ugodnim napovedim nikakor ne smemo zaspati. Naše gospodarstvo moramo narediti odpornejše in konkurenčnejše na različnih področjih. Zato smo letos sprejeli kar nekaj strateških usmeritev in že začeli s konkretnimi ukrepi.
Tako slovenska industrijska strategija 2030, kot tudi program spodbujanja investicij in internacionalizacije za naslednje 5-letno obdobje, temeljita na pomembnih prednostih in priložnostih slovenskega zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva. Slovenija ima tradicijo in visoko znanje v industriji. Ta predstavlja kar 23,6% delež v dodani vrednosti gospodarstva, kar nas uvršča na 3. mesto v Evropski uniji. Investicije slovenskih podjetij v raziskave in razvoj se uvrščajo nad povprečje Evropske unije in ustvarjajo tehnološko napredne izdelke in rešitve. Slovenija je tudi 35. najkonkurenčnejša država na svetu. Prav tako smo na visokem 2. mestu med državami OECD-ja z najmanj omejitvami za tuje neposredne investicije. In na kaj se bomo osredotočili v prihodnosti? Na okolju prijazno gospodarstvo in trajnostni razvoj. S tem bomo spodbudili gospodarsko rast in zelenimi rešitvami soustvarjali trende na globalni ravni. Krepili bomo raziskave in razvoj z namenom inoviranja in razvoja novih visokotehnoloških izdelkov in storitev. To so zgodbe, ki imajo potencial, da postanejo voditelji na globalnih nišnih trgih. Z investiranjem v razvoj in digitalno transformacijo družbe ter gospodarstva bomo ustvarili pogoje za strateško konkurenčno prednost slovenskega gospodarstva. Spodbujali bomo ustvarjanje inovativnih pristopov za uporabo, implementacijo digitalnih tehnologij in trendov ter razvoj pametnih rešitev in spodbujali sodelovanje na tujih trgih. In ravno s takimi ukrepi bomo pripomogli k preoblikovanju tradicionalne industrije v industrijo znanja, ki bo konkurirala na globalnem trgu. Verjamem, da naša vizija predstavlja tudi vašo vizijo vseh, ki delujete na slovenskem trgu. Naša naloga je, da vam za rast in razvoj zagotavljamo predvidljivo in stabilno poslovno okolje in z učinkovitimi ukrepi pripomoremo k konkurenčnejšemu položaju na trgu. Izkoristili bomo vse možnosti za podporo zeleni in digitalni tranziciji, ki so na voljo na evropski ravni ter na domači ravni preko načrta za okrevanje in odpornost ter sklada za pravičen prehod. Izvajali bomo ukrepe, ki so usmerjeni v spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij, krožnega gospodarstva in digitalizacije, investicij za povečanje produktivnosti gospodarstva ter konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoza. Slovenija ima jasno vizijo na področju privabljanja tujih neposrednih investicij in strateško ter ciljno usmerjeno podporo. Prizadevali si bomo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi projekti z višjo dodano vrednostjo. Ravno ta bodo prispevala k dvigu kompetenc naše delovne sile, pozitivno vplivala na inovativnost, tehnološki razvoj in okolje ter prispevala k enakomernemu regionalnemu razvoju in racionalnemu prostorskemu načrtovanju. Zato bodo tudi prihodnji ukrepi temeljili na uveljavitvi Slovenije kot privlačnega okolja za zelene, ustvarjalne in pametne investicije in sicer s pomočjo strokovne podpore investitorjem, ciljno usmerjenih in globalno sporočenih spodbud ter programov davčnih olajšav. Investitorjem bomo na voljo finančna sklade v skladu z zakonom o spodbujanju investicij in v okviru sklada za podnebne spremembe, kot tudi zeleno financiranje, torej zelena posojila, financiranje krožnega gospodarstva in podobno. In vsi ti ukrepi bodo seveda na voljo tudi vsem obstoječim investitorjem. Ker želimo spodbujati razvoj za vse regije, bomo posebej spodbujali investicije v druge regije ter v funkcionalno degradirana območja za brownfield. Dodatno si bomo prizadevali pritegniti investitorje, ki bodo v Sloveniji odpirali raziskovalno-razvojne oddelke in investicije, ki bodo omogočale vključevanje in čim višji položaj naših dobaviteljev v verigah vrednosti. S
Spoštovane gospodarstvenice in gospodarstveniki, naj za konec iskreno čestitam vsem dobitnikom današnjih nagrad FDI Award Slovenija. Zame ste zmagovalci prav vsi, ki se borite za ohranitev in izboljšanje položaja na zahtevnem mednarodnem trgu. Hvala. Hvala lepa, gospod minister, za ta nagovor. Ja, kot lahko vidimo, se trendi spreminjajo in napovedujejo nujnost sprememb v poslovanju, drugačne pristope ter posledično transformacijo poslovnih modelov. O tem, kako pomembni bodo v prihodnosti trajnostno naravnani poslovni modeli, to nam bo sedaj vizionarsko zaupala strokovnjakinja, ki ima znanje in izkušnje tako na akademskem nivoju, kot tudi praktične izkušnje z delom s podjetji. Z nami je profesorica doktorica Adriana Rejc-Buhovac, redna profesorica za menedžment in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za podjetja brez posluha za trajnostno naravnano poslovanje se poslovni prostor bliskovito zmanjšuje. Leto 2021 je bilo prelomno. Trajnostno naravnano poslovanje je postalo globalna poslovna paradigma in večinska strateška usmeritev globalnih podjetij ne glede na dejavnost, ne glede na velikost in tudi ne glede na tržno moč. Razlog? Družbeni in okoljski riziki so vse večji. Verjetnost, da bo podjetje utrpelo poslovno škodo, tudi na kratek rok, je izjemno visoka, blizu gotovosti. In ta je povezana s produkti, storitvami, ki niso okolju prijazni, ali s procesi, ki niso družbeno sprejemljivi. Ko opazujemo vzroke v ozadju tega dogajanja, so gotovo v družbi prisotni vse bolj osveščeni mladi, tudi v drugih sferah družbe osveščeni posamezniki, in vidimo, da mladi predstavljajo vse večjo kupno moč, hkrati pa vse večji družbeni tudi politični vpliv. Na družbeni strani prav tako visoka pričakovanja zaposlenih. Zelo malo tolerance je za izključujoče delovne prakse, za neuravnotežene prijeme pri ravnanju z ljudmi pri delu in za onemogočanje osebnega in strokovnega razvoja posameznikov. Tako skriti stroški dela, povezani z neželenimi odhodi, močno naraščajo. Na okoljski strani opazujemo eksponentno zaostrovanje regulative. Tudi denimo stroški emisijskih kuponov se povečujejo. To velja predvsem za proizvodna podjetja, podjetja v elektroindustriji, letalske družbe. Globalna podjetja tako ambiciozno ciljajo na neto ničelne emisije toplogrednih plinov, in to ne šele v letu 2050, številna že veliko prej, v letu 2030. Opazujemo smele načrte, nekatera, denimo, vlagajo v investicije, s katerimi bodo zajemala, skladiščila in uporabljala ogljikov dioksid. Vse s ciljem prispevati k tej neto ničelni poziciji na trgu. Po drugi strani vidimo velike preobrate v oskrbovalnih verigah. Za koga bo tam še ostal prostor? V globalnih verigah vrednosti bo prostor zgolj za podjetja, ki bodo prispevala k tem neto ničelnim emisijam toplogrednih plinov ali celo k neto pozitivnim učinkom za naravo in tudi družbo. Tako so trajnostni poslovni modeli in trajnostne poslovne strategije edina smotrna razvojna pot za podjetja. V nekaterih podjetjih že slišimo pojme, kot so regenerativni poslovni modeli. Takšni, ki bodo prispevali k izboljšanju okolja, ne samo zaustavitvi slabšanja okolja. In v to smer bo tekla tekma. Kdo bo prvi, kdo bo najmočnejši, najuspešnejši pri ustvarjanju družbenih okoljskih pozitivnih učinkov? In kdo bo znal te učinke dokazati, izmeriti? V stroki se prav ta disciplina merjenja trajnostnih učinkov izjemno krepi in praksa temu močno sledi. V Sloveniji imamo prakse, imamo odlične izkušnje. Spirit Slovenija ima že 6 let praktičnih izkušenj iz preizkušenih programov s podjetji vseh velikosti. V letu 2016, ko sem se pridružila skupini ekspertov na Spirit Slovenija, smo pripravili pilotni program. Vanj vključili 9 slovenskih podjetij, med njimi predvsem velika podjetja. Uspešno smo pripravili trajnostne poslovne strategije,
nove poslovne modele in s tem dali zagon veliko večjemu, močnejšemu programu, ki ga je Spirit Slovenija lansiral par let kasneje in ga imenoval Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Ta program je bil namenjen malim in srednje velikim podjetjem iz obeh regij v Sloveniji in vanj je preko javnega razpisa vstopilo 60 podjetij. Vizionarski direktori in direktorice, ambiciozne ekipe, povezani timi, pod skrbnim mentorstvom trajnostnih strokovnjakov so v teh podjetjih nastale čudovite zgodbe, nove trajnostne poslovne strategije in ambiciozni, inovativni poslovni modeli. Nekateri od njih tudi z nekaj note regenerativnosti. Hkrati so vsa podjetja pridobila sofinanciranje in to precej znatno, s katerim so razvijala prototipe za nove izdelke, trajnostne seveda, za nove storitve, predvsem pa za razvoj novih trajnostnih tehnologij. S prehodom v neto ničelno gospodarstvo tako vsi vstopamo v povsem novo poslovno realnost. V njej ne bo dovolj imeti posluh za trajnostno naravnano poslovanje. V tej skupnosti, v tem orkestru bo moral vsak odigrati svoj solo, svojo vlogo. Toda brez strahu. Med nami imamo odlične prakse, imamo odlične pomočnike, odlične zglede. Po najboljše trajnostne prakse ne rabimo hoditi v tujino. Mala podjetja, srednje velika podjetja in velika slovenska podjetja že orjejo ledino. Tu gre za rastočo, pogumno, povezano skupnost. In Spirit Slovenija jo usklajuje, hkrati pa pripravlja nove programe za nove pogumne podjetnike in podjetnice, za nove člane te skupnosti. Spremljajte Spirit Slovenija in postanite član te skupnosti. Spoštovana profesorica, doktorica Adriana Rejc-Buchovac, iskrena hvala za vašo vizijo ter navdih in prepričana sem, da bosta oba veter obrnila v pravo smer in prinesla napredek. Ja, dame in gospodje, sedaj pa je napočil čas, da na digitalnem dogodku FDI Award razglasimo ter podelimo nagrade tistim najboljšim tujim investitorjem. Prvega nagrajenca, zmagovalca v kategoriji zeleno, mi bo z dotikom vetra po notnem črtovju pomagal razglasiti saksofonist Tomaž Nedoh. Zmagovalec je... Zmagovalec v kategoriji zeleno je podjetje Ljubljanske mlekarne. Iskreno čestitamo in z veseljem tudi prisluhnemo obrazložitvi ter njihovi viziji v terenskem intervjuju. Podjetje Ljubljanske mlekarne d.o.o. ima več kot 65-letno zgodovino in je že od samih začetkov nosilec razvoja v širšem prostoru. Kot prvi so v nekdanji Jugoslaviji konec 50-ih let ponujali serijsko izdelane sladolede, prvo trajno mleko in podobno. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti podjetja je prepoznala tudi francoska skupina Lactalis, katere del je podjetje postalo leta 2013. Kot člani skupine Lactalis so danes dolgoročno zavezani k kakovosti in varnosti izdelkov ter procesov, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. Ljubljanske mlekarne so konec leta 2020 zaposlovale 593 ljudi. V preteklem letu je podjetje doseglo 176,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 9,2 milijona evrov, dodana vrednost na zaposlenega je znašala 62.308 evrov. Bonitetna ocena podjetja je A1+. Podjetje je polovico proizvedenih količin izvozi v tujino, pri čemer si prizadevajo za izdelke z visoko dodano vrednostjo. V skupini Lactalis so osrednji evropski proizvajalec islandskega tipa jogurta Sigis Skir za več držav. Nagrado FDI Award v kategoriji zeleno je komisija namenila podjetju Ljubljanske mlekarne d.o.o. za usmeritev v ohranjanje narave in čistega okolja. Podjetje si prizadeva zmanjševati ogljični odtis, povečevati energetsko učinkovitost, poraba elektrike in pare,
zmanjševati porabo vode ter spuščanje emisij v okolje, mešani komunalni odpadki in obremenitve tehnoloških odpadnih vod. Ogljični odtis ljubljanskega obrata se je tako v letu 2020 glede na predhodno leto zmanjšal kar za 1%. V zadnjih letih podjetje občutno povečuje tudi odkup slovenskega ekološkega mleka. V letu 2020 se je količina odkupljenega ekološkega mleka v primerjavi s predhodnim letom povečala za 29%, leto prej pa za 79%. Podjetje pri uvajanju novih tehnologij načrtuje tako, da zmanjšujejo emisije in je poraba naravnih virov nadzorovana. Z namenom vpisa v register EMAS je bil v ljubljanskem obratu leta 2013 certificiran sistem ravnanja z okoljem. Za prejeto nagrado se prav lepo zahvaljujemo Spiritu Slovenija, ki zares odlično upravlja svoje delo promocije slovenskega gospodarstva doma in v tujini, tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak kar je za nas najpomembneje, predvsem vsem našim zaposlenim, ker ko prejmeš tako nagrado, je to samo dokaz, da vsi skupaj delamo dobro. Ja, ste eno najbolj prepoznavnih podjetij z področja živilske industrije, obenem tudi dejavnost, ki je še kako na udaru zaradi vpliva na okolje. Nekako vseeno zagotoviti še vedno visoko kvaliteto izdelkov za potrošnika in obenem biti prijaznejši do okolja. Ja, mi pravzaprav zase radi rečemo, da smo bili nekako trajnostno naravnani, še preden je to postal en tak buzzword in res tista najpomembnejša stvar v podjetjih. Tako smo recimo že leta 2009 imeli vpeljan interni sistem ravnanja z okoljem, ga še nadgradili v letu 2013. Zdaj pa kot člani velike mlekarske skupine Lactalis že za naprej snujemo določene cilje na 3 ključnih področjih, ki so za nekako mlekarstvo najbolj pomembna. To je ogljični odtis, seveda embalaža in pa odkup surovega mleka. Ampak smernice v Evropski uniji so jasne, tudi zakonodaja je vse strožja, kar se tiče izpustov CO2. Kako ste se vi prilagodili, predvsem s tehnologijo, samo proizvodnjo ali pa tudi proizvodi na vse zadnje? Tako, to je vedno kombinacija večjih stvari. Treba je vedeti, da je panoga sama po sebi kompleksna. Mi pokrivamo celo področje od kmeta na kmetiji, ki ima mogoče 10 krav, vsako s svojim imenom, pa bom rekla izdelka, ki vendarle pripotuje na polico s tovornjakom, ki ima določen vpliv na okolje. Pomembno je torej, da čisto na vseh področjih v podjetju ves čas pri premislekih, pri investicijah upoštevaš tisto, kar bo sprejemljivo in nekako trajnostno tudi za prihodnost. Embalaža, še ena taka vroča tema, ne? Vsi vaši proizvodi so embalirani, po drugi strani vemo, ne, večina odpadkov, ne, v gospodinjstvu embalaža res predstavlja. Kako se sami tega zavedate, kako skušate tudi zmanjšati to težavo? Tako ja, embalaža je pač neizogibna pri taki stvari, kot je hrana. Njena primarna vloga je, da jo zaščiti. Zdaj, naša naloga je skrbeti za to, da uporabljamo tipe embalaže, ki so, po eni strani primerni za potrošnika, pa hkrati ne preveč obremenjujoči za okolje. Kaj to pomeni? Večina recimo naše embalaže je tako imenovana sestavljena papirnata embalaža, ki ima to lastnost, da če je pravilno ločeno zbrana, pravilno odložena in po možnosti še prepeljana v ustrezen obrat, jo je mogoče recimo v celoti reciklirati. Tudi sicer, ne, sedaj na splošno v svetu je kriza s cenami energentov, cene se višajo, tudi osnovne surovine. Kako to vpliva na vašo proizvodnjo? Ja, vsekakor situacija je, lahko bi rekli, verjetno najbolj dramatična, kar v zadnjih 10 letih. Cene se nevzdržno dražijo od tistega prvega, se pravi kmeta na kmetiji, do naših dobaviteljev embalaže. Kaj to pomeni? Ja, treba bo biti predvsem kar se da prilagodljiv, treba bo predvidevati vnaprej, če bomo hoteli ohraniti neko stopnjo inovativnosti in s tem biti tudi trajnostno naravnan. No, ampak vendarle veljate za primer dobre prakse. Lahko že omeniva kak nov zanimiv projekt trajnostnega tipa, morda celo krožno gospodarstvo?
Mogoče projekti za prihodnost je fino, da ostanejo skrivnost. Zdaj dve zanimivi stvari. Pred kratkim recimo smo lansirali projekt Ego Multivitamin, gre za sirotko, se pravi izdelek. Sirotka sama po sebi je stranski produkt pri proizvodnji mlečnih izdelkov, se pravi je neke vrste odpadek. Mi smo iz tega odpadka naredili nov produkt, ki je super za uživanje, zdrav in še dobrega okusa. Druga zanimiva stvar je pa, zelo razvijamo projekt agrooskrbe. To pomeni, da prav s specializiranimi znanji opremljamo naše sodelavce, ki bodo pomagali kmetom pri preusmeritvi v ekološko prirejo. Pa sirotka sploh za dobro odpornost, tudi daje moč, fantastičen proizvod. Tudi sicer, kaj bi dejali za konec na pozitivno, lepo misel, tudi kako stati morda uspešen v teh časih? Pri nas pravimo, da je zelo pomembno predvidevanje, kar nam seveda pomaga članstvo v veliki skupini, se pravi, imamo znanje in informacije z vsega sveta. Drugo, zelo pomembno in verjetno na vrhu vseh pravil, ki se jih je treba držati, je pa imeti zadovoljne, zavzete in motivirane zaposlene. Tako da za njih je pa treba predvsem dobro skrbeti. Tako da uspešno naprej in še enkrat čestitke za to lepo nagrado. Hvala lepa. Ja, drage Ljubljanske mlekarne, še enkrat iskrene čestitke za nagrado ter tudi za skrb za ohranjanje narave in pa našega čistega okolja. In s takšnimi podjetji bodo tudi vetrnice še dolgo plesale svoj trajnostni ples. Nastopil pa je trenutek, da razglasimo, kdo je v kategoriji neposredno vezani na lokalne kadre osvojil naziv pomemben zaposlovalec v panogi. Maestro, saksofon, prosim. Nam je dal vetra. Zmagovalec je podjetje Comtrade. Spoznajmo ga. Podjetje Comtrade je pot do poslovnih uspehov pričelo leta 1990, a pod imenom Hermes Softlab. Leta 2008 so prešli v last skupine Comtrade, ki je vodilna v svetu na področju backup in recovery rešitev. Med njihovimi strankami so velika blue chip podjetja. Prisotnost družbe Comtrade v Sloveniji se je po prevzemu družbe Hermes Softlab z leti močno okrepila. Poslovanje programa Solutions, ki je osredotočeno na razvoj programske opreme, je bilo uspešno reorganizirano v 4 poslovne vertikale, pri čemer sta bili 2 prodani mednarodnim kupcem, 2 pa sta ostali. Prva izmed preostalih vertikal, Comtrade 360, je globalno podjetje in se osredotoča na zaščito podatkov, poslovanje v oblaku, kibernetsko varnost ter umetno inteligenco. Druga, Comtrade Gaming, je vodilni svetovni ponudnik programske opreme za tehnologijo spletnih iger na srečo, katere cilj je zagotavljati odprte igralne platforme in profesionalne storitve tako v spletnem kot tudi v fizičnem igralnem sektorju. Podjetje Comtrade programske rešitve je v letu 2020 doseglo skoraj 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid pa je znašal 8,5 milijona evrov. Družba je imela v preteklem letu 406 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2020 presegala 63.600 evrov, medtem ko je trenutna bonitetna ocena B1++. Komisija se je odločila, da nagrado FDI Award v kategoriji Pomemben zaposlovalec v panogi podeli podjetju Comtrade programske rešitve, saj je največje IT podjetje v Sloveniji, ki ne razvija zgolj svojega poslovanja, ampak vpliva na razvoj celotnega trga in industrije. Družba pogosto sodeluje z velikimi mednarodnimi podjetji, s čimer skupaj z zaposlenimi širi svoja obzorja in pridobiva dragocene izkušnje za uspeh v mednarodnem delovnem okolju. Zahvaljujem se agenciji Spirit za nagrado in priznanje, ki je še ena dodatna potrditev, da dobro delamo s kadri in bomo tako nadaljevali še naprej. Ja, v Sloveniji ste največji zaposlovalec na področju IT-ja. Kaj menite, kaj vas dela tako atraktivnega zaposlovalca? Kaj je tisto? Mi že od vsega začetka, firma obstaja čez 30 let, se trudimo zadržati zaposlene, jim omogočiti, da kariero razvijajo pri nas, da ne rabijo službe menjati, kar je dokaj pogost pojav v
IT industriji, če hočeš napredovati, najdeš novo službo in jih je ogromno služb. Skratka, smo razvili nek lasten sistem napredovan razvoja kadrov in še vedno je večina ljudi, ki pri nas dela, je komtret njihova prva služba, vključno z mano. Ja, ampak zelo mlada delovna sila, zelo mlade generacije med zaposlenimi. Tako, ja. Mi zelo pogosto zaposlimo strokovnjake direkt, ko končajo univerzo. Ampak če ti ostanejo zdaj z leti, se naša nekako poprečna starost malo dviguje, ne? Ampak še vedno je dovolj podmladka. Najina generacija bi zdaj že spadala med legende. Ja. Ampak jaz mislim, vsi moji kolegi, ki so že toliko časa v firmi, so še vsi zelo agilni in kot zgled vlečejo in pomagajo. To sem zelo vesel in zelo ponosen, da se trudijo vzgajati in izobraževati te mlajše generacije. No, na to ste res zelo ponosni v podjetju. Ja, in poleg tega, to je ena od pomembnih lastnosti naših, ki pomaga tudi, da ljudje ne odhajajo. Imamo veliko strokovnjakov, jaz mislim, da je vsak strokovnjak na svojem področju, ampak dejstvo, da smo nekako sposobni skupaj delati, smo si različni. V IT industriji večinoma delamo na večjih projektih, kjer je ekipa pomembna. To nas dela recimo dobre in celo boljše od konkurence. Zaradi tega smo mogoče tudi bolj prilagodljivi. Imamo zelo različne stranke. Od Hewlett Packard je neka ogromna mednarodna firma z zelo dobrim standardom, tehnološkim. Na drugi strani imamo Ministrstvo za finance v Ugandi, za katere moramo nadzor igralništva postaviti. Zelo različne stranke, ampak smo zaradi nekako prilagodljivosti dobri, ker zelo tehnično kompleksne projekte izvajamo. Vse vaša dejavnost je specifična tudi v tem lokacijskem smislu. Niste tako vezani na posamezne kraje, tudi zaposlujete, delujete globalno. Je to lahko tudi bolj trajnosten način? Mi še vedno imamo največ zaposlenih v Sloveniji in najprej smo širili ekipo po področjih bivše Jugoslavije. Bili smo prvi, ki smo po Daytonskem sporazumu odprli firmo v Sarajevu. Zdaj imamo pač podjetja tudi v preostalih delih naše bivše domovine, ampak igralništvo imamo podjetje v Manili, kjer dokler nismo odprli podjetja, tam so naši zaposleni morali pogosto z avionom leteti in so se malo utrudili. In tu smo precej zmanjšali število letov, odkar imamo podjetje tam. Smo se pa naučili delati, moraš se, vsi ostali smo se morali, odkar je se pojavil COVID oziroma lockdowni povezani s tem, da znamo funkcionirati na distanco. Ja, zagotovo je to ena od prednosti, tudi pri vašem področju. Tako, ko se je pač bilo treba umakniti domov, smo mi zelo pripravljeni bili. Mislim, da naše stranke niso čutile nobenih težav. Zdaj po malo daljšem času pa vidimo, da vse enako efikasno ne poteka, če si ločen. Zato vabimo ljudi nazaj, da lahko bolj kompleksne teme se tudi premaknejo. Kako po vašem mnenju višanje cen energentov vpliva na IT sektor in ali menite, da bodo IT rešitve v prihodnje pomagale k stabilnejšim trgom tako energentov kot tudi ostalih surovin? Sam IT sektor za lastno delovanje ni zelo odvisen od energentov. Naš glavni strošek so plače zaposlenih.
Rešitve, ki jih pa delamo, pa seveda pomagajo drugim, ki so bolj odvisni, recimo mobility, električni avtomobili. Tu igra IT sektor pomembno vlogo. Zelo pomembno vlogo je odigral v zadnjih 2 letih, ko je bilo treba najti način, da ljudje od doma delajo, brez Zooma, Teamsov, tehnologij. Hvala Bogu smo uspeli šolo držati po konci par mesecev tu v Sloveniji, drugače pa ne bi šlo. Ja, zagotovo torej področje, ki ima številne rešitve, ne tudi za te čudne čase, v katerih živimo in delamo. Kaj so še taki glavni izzivi za naprej na vašem področju? Mislim, da najti nek dober kompromis, dela od doma, dela v službi, ne zgolj za IT zaposlene, za vse, ki to lahko, bo precej, recimo, olajšal življenje marsikomu. Kot sem rekel, nekako se znamo znajti tudi, če ne moremo potovati, ampak prejslej mislim, da bi bilo koristno, če tudi v živo srečamo naše stranke, oziroma če se naši zaposleni bolj pogosto v živo srečajo. In včasih ne, tudi v tem duhu je težko spet priti nazaj v pisarno, tudi za zaposlene. Ja, pri nas je bilo treba malo jih spodbuditi, da pridejo, in imamo super pisarne, dovolj prostora, da se ne gužvajo in da je varno. In veliko delamo, da se zaposleni dobro počutijo. No, letos imamo res zelo raznolike dobitnike tega lepega priznanja. Kaj bi takole rekli ostalim, no, taka spodbudna misel za konec? Jaz bi rekel, veliko stvari se je spremenilo v zadnjem času. In te spremembe, na njih lahko gledamo ali kot na problem, ali pa kot na nek izziv za neko izboljšavo oziroma za neko novo priložnost. In to, če na tak način gledamo, se mi zdi tudi bolj pozitiven in nam bo lažje. In če to pride s strani nekoga, ki dela na področju IT-ja, kjer so rešitve zelo pomembne, da hitro pridejo. To še kako velja potem. Ja, je res. Kompleksne rešitve je treba znati na pravi način upeljati, da tudi ljudje, ki niso top strokovnjaki, to razumejo. Hvala lepa in še enkrat čestitke za lepo nagrado. Hvala. Ja, vnovič res iskrene čestitke vsem zaposlenim in vodstvu podjetja Comtrade, ki jim je nagrado predala naša terenska ekipa. Ja, s ponosom opazujemo in nagrajujemo tako pozitivne delodajalske prakse, ki krepijo trg dela in skrbijo za razvoj kadrov na lokalnem trgu. No, nastopil pa je čas za razglasitev zadnjega letošnjega zmagovalca v kategoriji dolgoročna prisotnost. Ja, znotraj te kategorije želimo izkazati spoštovanje tistim, ki so na našem trgu že tako dolgo, da so pravzaprav domači. Z dolgoročno obvezo k investiranju v lokalno okolje se investitor na neposreden in dolgoročen način veže na lokalno okolje ter zavezuje k njegovemu razvoju, kar je vredno vsega spoštovanja. In letošnjo nagrado v kategoriji dolgoročna prisotnost prejme Papirnica Vevče, in z veseljem jih je naša terenska ekipa obiskala v njihovem domovanju. Poglejmo. Papirnica Vevče je eno najstarejših industrijskih podjetij, saj v letu, ki prihaja, praznuje 180 let delovanja. Ob svojem nastanku leta 1842 je bila znanilec industrijske revolucije na slovenskih tleh, v nadaljevanju pa gibalo razvoja kraja in širše. Že leto po izumu izmeničnega toka so 15. aprila leta 1897 prvi v Evropi zagnali hidroelektrarno Fužine in si tako zagotovili lastno proizvodnjo elektrike. Po drugi svetovni vojni je bila v tovarni zasnovana srednja šola tiska in papirja, ki je bila valilnica papirniških kadrov za področje držav bivše Jugoslavije.
Leta 1947 je bil v papirnici Vevče ustanovljen Inštitut za celulozo in papir in nenazadnje papirniški pihalni orkester, ki je zrasel iz vrst zaposlenih v papirnici Vevče, ustvarja in žanje uspehe na umetniškem področju že več kot 120 let. Lastništvo se je nekajkrat zamenjalo. Leta 2004 pa je 100-odstotni lastnik papirnice Vevče postalo avstrijsko podjetje Brigl & Bergmeister iz Niklasdorfa. Danes je papirnica Vevče s svojimi izdelki in procesi zgleden model trajnostnega razvoja v industriji. Podjetje Papirnica Vevče proizvodnja je skupaj s sestrskim podjetjem Papirnica Vevče v letu 2020 presegla 100 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid je znašal 10 milijonov evrov. Podjetji sta zaposlovali v preteklem letu 251 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je v letu 2020 presegala 91 tisoč evrov. Podjetje ima bonitetno oceno A1++. Preko sestrskega podjetja Papirnica Vevče pa izvozi več kot 95% svoje proizvodnje. Komisija se je odločila, da letos nagrado FDI Award v kategoriji Dolgoročna prisotnost podeli podjetju Papirnica Vevče proizvodnja d.o.o., saj je njegov tuji investitor v Sloveniji prisoten že več kot 3 desetletja in skupaj z njim je druga najstarejša papirnica na Slovenskem, danes vodilni evropski proizvajalec papirjev za etikete in gibko embalažo. Najprej se zahvaljujem za podelitev te nagrade Spiritu Slovenija in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da nas je prepoznalo kot podjetje dobre prakse, ki je že pred več kot 30 leti pritegnilo tujega investitorja. Največja zahvala za to gre zaposlenim v Papirnici Vevče in prav tako vsem zaposlenim v podjetju Brigl & Bergmeister za dobro sodelovanje v vseh 30 letih. Nagrada je zelo razveselila tudi lastnika, ki jo je sprejel kot eno pozitivnih novic v teh težkih časih. Najlepša hvala za podeljeno nagrado še enkrat. No, zdaj pa bomo govorili o industriji, pri kateri je res bilo veliko sprememb. Sploh po takem podjetju, kot je Papirnica Vevče, s to dolgo tradicijo. Na katerega od certifikatov za trajnostno naravnanost ste najbolj ponosni oziroma pri katerem je bilo potrebnih največ sprememb? Ja, Papirnica Vevče obstaja že 180 let. In težko bi bilo izpostaviti en certifikat, ker je vsak bil zase določen izziv in določena sprememba. Lahko bi pa rekel, da smo se kot industrija sama, ne samo kot Papirnica Vevče, totalno spremenila iz nekega grdega račka v enega laboda, ki je okoljsko osveščen, ki zmanjšuje vplive na okolje, ki osvešča svoje ljudi, sledi najmodernejši tehnologiji, ki jo ponujajo proizvajalci tehnologije na svetu, da definitivno to sonaravnost in sobivanje v okolju zmanjšuje na minimum. Pa povejva, katere so tiste spremembe, ki podjetje usmerjajo v smer trajnosti? Ja, najbolj važno je, da poizkušaš skozi lastne procese, ki jih obvladuješ, zmanjševati vpliv navzven. Se pravi, treba je zapirati svoje krogotoke, treba je biti osveščen, kako koristiti naravne materijale in jih do onemoglosti izkoristiti brez odpadkov, brez najmožnejših vplivov na okolje. Na drugi strani pa tudi konec koncev trajnostno delovanje, če izpostavim naše prostovoljno gasilsko društvo, podpiramo že več kot 140 let. Papirniški pihalni orkester, poznan po Sloveniji, podpiramo več kot 120 let. Tako da delujemo zelo družbeno odgovorno, ker tudi šolam, vrtcem podarimo vsako leto kar nekaj kamionov papirja za njihovo ustvarjanje. Tako da se čutimo, da smo sonaravni, trajnostni skozi celotno naše dobo. Lahko rečeva tudi, znanje se ne zavrže, ampak reciklira, tako gre naprej iz očeta na sina. Veliko je te tradicije v tej hiši. Ja, kar veliko je družin v naši tovarni, kjer se je tradicija nadaljevala. En primer sem tudi jaz, kjer se iz mojih prastaršev in staršev nadaljuje tradicija
delovanja v tej tovarni sem Vovčan, vse skozi, tako da tovarno poznam takole, iz časov, izpred 60 let, pa zdaj to so res grdi raček in labod. Kaj vam pomenijo to vrstna priznanja za trajnostno usmeritev? So danes potrebna tudi za vašo industrijo ali lepo nakazujejo smer, v katero se velja razvijati tudi naprej? Poglejte, sama priznanja ni take vrednosti, če v ozadju ne stojijo ljudje in vsi tisti zaposleni, ki to izvajajo in delajo. Ne? Priznanje je zgolj prepoznavanje nekoga drugega in dodeljevanje nekega potrdila, da to delaš res prav in v pravo smer. No, nekako splošno mnenje je, da vaša industrija tudi proizvaja ogromno odpadkov. Pa vendarle ste lahko tudi dober primer krožnega gospodarstva. Kako? Jaz stalno govorim, da papirna industrija ne proizvaja odpadkov. Odpadek mi lahko definiramo kot surovino na napačnem mestu. Mi stalno razvijamo možnosti in primere, kako naš odpadek ali ostanek iz proizvodne koristiti tudi v kakšni drugi industriji. Najnazadnje, papir je naraven material, ne, in naravni materiali so možni v končni konsekvenci uporabni tudi kot gnojilo. Zato z šolami in tehnologije in fakultetami razvijamo več uporabnost tega materijala. Zanimiva zgodba je, ko mi zapiramo naše delovanje krogotokov v papirnem stroju, ne, in predno spustimo vodo nazaj v naravo, ki smo si jo izposodili za naše delovanje, jo tudi očistimo. Ne. In očistimo jo preko biološke čistilne naprave, ki mu jaz pravim živalski vrt, kjer je milijarde organizmov, ki pojedo še tisto koristno, kar je v teh vodah, predno jih spustimo v naravo. In kot veste, vsak živalski vrt ima stranski produkt, to je gnojilo, ne? In tudi mi skozi ta naš živalski vrt dobimo tako gnojilo, ki je potem uporabno v različnih stvareh. Se pravi, težimo k temu, da odpadkov ni. Kako je z dobavnimi verigami na vašem področju? Namreč vemo, ostale industrije so imele kar veliko težav, sploh v teh koronskih časih. Ja, koronski časi so res pustili neko nenormalno sled, ki se še kar nadaljuje. Moram reči, da z zaposlenimi vedno kreiramo možnosti in prilagoditve, da ne pride do zastoja v proizvodnji. Ravno tako dobro sodelovanje z dobavitelji stalno pomaga, da smo preskrbljeni z materiali. Ampak nikoli ne veš, ali se prebrne kaj v dobavni verigi. Zaenkrat nismo imeli težav, tako da v teh težkih časih je pač treba včasih tudi kaj počarati. Ampak slišali smo, ne, inovacije zelo, zelo pomembne tudi za vašo industrijo. Kakšne so možnosti tudi v prihodnje za uporabo recimo alternativnih surovin za proizvodnjo papirja? Zdaj, če govoriva surovine za proizvodnjo papirja, bi rekel, ostanemo pri tem, kjer smo. Mi uporabljamo rastoče surovine iz gozdov, kjer se gospodarijo in so naravno pridobivajo surovine, da nimamo vpliva na okolje, z tega kažejo tudi certifikati, ki jih imamo, da se zavedamo tega in da forsiramo to. Ker ta čudovit material papir, ne, je naravni material, pridobljen iz rastočih materialov, vsestransko uporaben in izredno dober nadomestek nekih drugih materialov, ki delajo več težav pri recikliranju in odlaganju v okolje kot pa sam papir. No, to priznanje naj bo tudi priložnost za praznovanje in tudi zaključiva optimistično. Kakšne so papirnate sanje za naprej? Poglejte, izzivov je ogromno. Ne? Če optimistično zaključim, tudi te korona časi so nam odprli novo dimenzijo. Lažje je prebroditi vse izzive, če nisi sam. Z našim lastnikom, matično firmo Brigel & Bergmeister v Avstriji, zelo dobro sodelujemo že več kot 30 let in oboji se čutimo močnejši, ker izmenjujemo dobre prakse med sabo, ne samo na management nivoju, ampak tudi operativno zaposleni si izmenjujejo pač te poglede in prakse, tako da
nismo sami skozi dobro sodelovanje, ko pridejo novi izzivi. Hvala lepa in srečno. Hvala. Spoštovani gledalci, dame in gospodje, letošnje nagrade FDI Awards Slovenija so tako podeljene. In vnovič iskrene čestitke vsem zmagovalcem in njihovim zaposlenim, naj jih današnji uspeh motivira in prinese energijo za premagovanje nadaljnjih izzivov. Upamo, da smo z izvedbo slavnostnega dogodka uspeli tudi opozoriti na ključno vlogo, ki jo tuji investitorji igrajo v slovenskem gospodarstvu, ter na številne prednosti, ki jih naš trg tudi ponuja. Slovenija bo svoje znanje in infrastrukturo le nadgrajevala, tudi in predvsem s podpiranjem prehoda v trajnostno poslovanje. Saj veste, trajnost je tista, ki prinaša svež veter za nov razvoj. Naslednje torej prihodnjič, ko verjamem, da nam bo veter odnesel izzive in prinesel rešitve. Pa optimizem in družbo drug drugega boste videli. Vse dobro.